Lepo pozdravljeni, cenjeni gledalke in gledalci. In seveda lepo pozdravljen tudi gost v studiu, Marjan Ivan Moškon. Pozdravljeni. Naj uvodoma povem, da se bova zaradi dolgoletnega znanstva sodelovanja midva tikala. Upam, da ne bo nič narobe, ne? Zdaj pa povemo, zakaj smo te pravzaprav povabili v studio. Si namreč avtor pred mesecem izdane v samozaložbi zanimive knjige z naslovom Sklaveni, Sloveni, Slovenci. Zelo zahtevno in s pisanjem te knjige si se pravzaprav podal na, lahko bi rekel, trnovo pot dokazovanja, da smo tu živeči Slovenci, avtohtono ljudstvo že tisočletja. Čemu, če po večini pametnih glav, kot temu radi rečemo, ni kaj dosti mar za to, da bi pravzaprav dokazovali naše korenine? Naša zgodovina je nastajala pri drugih narodih, pri večjih, močnejših, vplivnejših. Mi smo pa vedno nekako priznavali to, kar so nam nalagali. S časoma, zlasti pa zadnjih 20 let, ker smo samostojni, pa je prilika, da mi po svoje napišemo to zgodovino. Zgodovinarji itak pišejo tako, kakor se jim zdi pametno, tako, kakor je všeč njihovim oblastnikom, kakor je dobro za njihovo državo, za njihovo ljudstvo, za njihov narod. Mi pa smo vedno to pohlevno sprejemali. Ker se je pojavilo zadnje čase zelo veliko, bi rekel, ljubiteljskih raziskovalcev in ker pač Slovenci tudi malo več beremo, malo več gledamo televizijo, poslušamo radio, internet odpiramo in tako naprej, lahko pravzaprav rečemo, da je naša zgodovina, katero smo se učili v šoli, napačna. Da je treba to malo drugače premisliti. In jaz sem prišel do, bi rekel, virov, ker knjigo sem pisal po virih, nisem raziskovalec, nisem zgodovinar, jaz sem pač upokojen novinar, tako da se ne moram postavljati s kakšnimi znanstvenimi zaključki, ampak so pa moji viri znanstveni. To se pravi, da jih lahko vedno navedem, naštejem in da jih lahko vsak preveri ali na Wikipediji ali v enciklopediji ali kjerkoli. Torej, tam je razvidno v teh virih, da so stari grški pisci že pisali o Slovenih, o nekih Slovencih, ker Sloveni smo seveda mi, to ni noben, bi rekel, ni nobena težava ugotoviti, in pa Slovaki. Kako je prihajalo do tega poimenovanja, je pač treba videti in pogledati iz starih grških virov, zapisov, od Ptolemaja do Prokopija in na koncu do našega Trubarja, ki je pisal o Slovenih. Trubarja štejejo za, bi rekel, imenovalca Slovencev, vendar je on pisal tudi o Slovenih, o Krancih in Slovenih. Torej, zgodovina Slovenov je sigurno najmanj 1000 let, dolga, Slovencev dobrih 500, Slovanov pa približno 150 let. Marjan, kar nekih 5 let, morda kako leto celo več, celo v glavi, je nastajala ta zamisel, da bi to željo po dokazovanju, da Slovenci pravzaprav ne prihajamo iz Karpatov, ampak da smo tu tisočletja že ustaljeni. Torej, človek bi pomislil, da bo izpod tvojih rok išla knjiga debela vsaj 1000 ali 1500 strani. Išla je zanimiva noja knjižica z recimo temu 96, skoraj 100 strani, ampak zaradi tega nič manj zanimiva, zaradi tega nič manj zgoščena
In vsak bodoči bralec, ki mu bo prišla ta zanimiva raziskava, kar tvoje delo je bilo raziskovalno, se bo moral kar potruditi, da bo lepo v miru bral in tudi sam raziskoval. Prva stvar je ta, da ljudje čedalje manj berejo. Torej, 1000 strani debela knjiga, jaz imam na polici v teku 3 take knjige, ki imajo recimo 500-600 strani, nikakor jih ne morem prebrati do konca, ker pride že druga, preden se jaz spravim do tega. Mogoče samo bi rekel, ena opaska o tem, zakaj sem se sploh lotil tega. Torej, da nismo Slovenci to, kar nas učijo, kar še vedno nas učijo v šoli, je vzrok ena razprava znanstvena profesorja, doktorja in, bi rekel, znanstvenika, arheologa in zgodovinarja Tadeuša Sulimirskega, poljskega znanstvenika, ki je pred Nemci pobegnil leta 1939 v Veliko Britanijo, tam začel učiti in predavati na University of London, in je tam tudi dočakal pokoj. In na podlagi njegovega, bi rekel, njegove trditve, da so v 7. stoletju prišli iz Ukrajine Sarmati, sarmatsko pleme Alanov, v katerih sta bili 2 plemeni Srbojev in Kroatov, Slovencev pa ni nikjer bilo. Kako smo mi pol z bratsko objeti prišli iz pripjatskih močveri, za Karpatskimi gorami, če Slovencev sploh ni omenil. Zato sem se začel potem ukvarjati s vprašanjem, odkje pa Slovenci. Zanimiv je odstavek in dovolil si bom vzeti 30 sekund dragocenega časa, namreč v predgovoru Andrej Lenarčič pravi takole: vsak bo sam prebral, razbral in izbral. Sam bom pa dragocenim iztočnicam pritaknil drobec, ki danes, ko smo bi se končno morali, v oklepaju pravi Slovenci, podržaviti. Izstopa skozi politično državnostno optiko. Je namreč tako, in tudi avtorjevi članki to pripovedujejo, da med nami ni nobene državnostne samozavesti. Da v javnosti sploh ni nobenega zavedanja o naši izvorni državnosti. Da je zgodovinski spomin na države, v katerih smo kot polnopravni državljani in tvorno živeli Slovenci, oziroma naši predniki, sistematično izbrisan. Torej, Lenarčič zelo ostro pove, da, zdaj pa bi morda v podobni ostrini morda manj diplomatsko tudi sam nadaljeval, da smo pravzaprav, da je ta učena srenja ali prelena, da bi konec koncev udarila po mizi in rekli, zdaj pa bomo obnovili našo državo izpred 1000 let, 500 let in ne vem. Torej, gospod Lenarčič je zelo prodoren mislec, in on je prepričan, da ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije je cesar Karl dal pooblastilo slovenskim deželam, da so to samostojne države. In tako je dal seveda tudi avstrijskim in drugim. Avstrijske pokrajine, avstrijske dežele, ki so imele status držav, so se združile v Republiko Avstrijo, Zvezna republika Avstrija. In on predlaga, da bi morali tudi mi ta status, ki smo ga takrat tako rekoč izgubili, ne pa brisali, obnoviti in bi rekel, urediti pogoje za Zvezno republiko Slovenijo, kjer bi bile bivše pokrajine, to se pravi bivše dežele, mogoče bodoče pokrajine, v zvezni deželi, v Zvezni republiki Sloveniji.
To je njegova teza, ki mislim, da je kar precej dobro utemeljena. Zanimivo pa bova o tej pokrajinskosti Zvezne republike Slovenije, zanimiv tudi naslov, celo v tvoji knjigi se vidijo grbi teh pokrajin, o katerih bova kasneje govorila. Torej, kdo potem sploh smo, če nismo to, kar pravijo učene glave? Torej, ti viri, starogrški, bizantinski, govorijo o teh, bi rekel, prebivalcih, ki so nekako živeli, približno seveda, ker niso omejeni natančno, od Baltika do Jadrana. To je bila, bi rekel, kraljevina Sklavinija, v katerih so seveda živeli Sklavini, in Sklavini so jasno, da bi rekel, nasledniki Sklavinov. Tega ni mogoče zatajiti. Cela Slavonija se imenuje po Sklavinih. Samo Sklavini so bili samo Slovaki pa Slovenci današnji, ki so se takrat imenovali Sloveni. Tako da to dokazovanje obstoja Slovenov pred tako imenovanim, odnosno tako razglašanim 6. stoletjem, ko naj bi prišli skupaj z Slovani, Hrvati in Srbi iz Ukrajine, to ne drži. To vrsta sodobnih znanstvenikov zanika in dokazuje, da smo tukaj avtohtoni, to se pravi, tukaj, bom zdaj rekel, odnegdaj. Jasno, da težko je dokazovati odnegdaj, ampak zanesljivo vsaj nekaj tisoč let. Torej, vemo pa, da so ljudstva, kot so Koroati imenovani in Srboji, skupaj s Huni prihajali v te kraje in v teh krajih ostali, ko so se po Atilovi smrti tam 543. leta, se mi zdi, Huni začeli umikati nazaj, ta isti pa ostali na Balkanskem polotoku. Ja, torej ti Alani, Srboji in Koroati, so se zaradi tega, ker so bili vojaško močnejši. Sloveniji so bili poljedelci, niso bili navajen, bi rekel, bojevanja, niso imeli niti orožja, niti nič, in zato jih je vsak mimoidoči lahko si podredil. Tako so si jih podredili Kelti, kolikor so sploh tukaj kdaj bili Kelti, to ni tako zanesljivo. Ampak vsi Langobardi, zlasti pa Avari, Obri. Obri so Slovane uporabljali kot pomožno vojaško silo pri obleganju Istanbula, odnosno takratnega Konstantinopla. In zato je cesar Heraklios najel pleme Koroatov, Horovatov in tako naprej, ki so živeli ob reki v današnjem Donu, v izlivu Dona v Azovsko morje, in potem poklonu za zahvalo, ker so obranili Konstantinopel pred Avari in Sloveni, jim je poklonil približno pokrajino, ki se danes imenuje Lika. In tam je začetek Korovatov, Hrvatov, Hrvatov in tako naprej, ki so se potem razširili počasi proti severovzhodu in zasedili v bistvu današnjo področje Hrvaške, da ne greva v podrobnosti. Tako je nastala ta, bi rekel, hrvaška država. Zanimivo je tudi, da se je kar nekaj Slovencev, pa začniva s Trubarjem, ki sva ga uvodoma že omenila, on ima za, lahko bi rekel, našo narodno zavest ogromno težo. Se je v katekizmu oziroma tem prevodu iz nemškega oziroma latinskega jezika že, kako bi rekel, imenoval, komu je namenjen, Slovenom. Slovenom. On je govoril od začetka o Krancih in o Slovenih, tako kot smo rekli. Potem je pa prešel na Slovence in se kaže, da je nekako on imenoval to ljudstvo Slovenci. Ker je ugotavljal, da
On je pač živel ukrajinski, ne, dokler je bil tukaj, tle pri nas, ne, dokler ni šel v Nemčijo. In je ugotovil, da Kranjci pa Sloveni, ki so živeli proti današnji Madžarski, da govorijo približno isti jezik, da pravzaprav vsi govorijo isti jezik. Še Hrvatje so govorili isti jezik, seveda z drugim narečjem. Ne. In je zato potem, po moje, izumil ime Slovenci. Prej smo bili mi Krajnci tukajšnji, gor so bili Štajerci, ne. Primorci seveda posebej, Korošci posebej, ne. To so bile te bivše pokrajine, odnosno kraljestva, tako imenovana, ne. Težko je zdaj reči, kaj so kraljestva, kaj so dežele. In tako je njegova zasluga seveda z jezikom in v bistvu z enim povezovanjem pod istim imenom, ne, da smo to vse Slovenci. Slovenci so bili v današnji Švici, Slovenci so bili na Koroškem, Slovenci so bili na Madžarskem, Slovenci so bili na Hrvaškem, povsod. To, kar obsega nekdanja Sklavinija, ne, to od Jadrana do Baltika, ne, to ni moja ideja, ampak je ideja doktorja Pleterskega v knjigi Zakladi tisočletja. To se pravi, je verodostojen vir. On tam je celo ta, bi rekel, pokrajinska razdelitev naslikana, ne, narisana. Ne. Tako da težko tajiti, da smo Sklavini, se pravi Slaveni, ne, tako kot rečejo vsi, bi rekel, evropski narodi, razen Slovakov, Čehov, Poljakov in nas. Zanimivo, da vsi jugoslovanski narodi, ali pa noben jugoslovanski narod razen nas ne reče Slovani. Vsi rečejo Slaveni, Sloveni, Slaveni, Slovenite in tako naprej. Da, zanimivo dejstvo je tudi, da ko sva govoril oziroma si govoril o raztezanju te slavinske države od Istre, vse tja do Baltika, ja. Da je potem, da so jo preščipnili na polovico ali še več ja. Ogri in z vzhoda in pa zahoda Germanije. Tako. Torej, samova država, samovo kraljestvo, samovo, bi rekel, združenje plemen je obsegalo od današnje Slovenije do današnje Slovaške in Češke. Ne? In seveda, z ene strani so prišli, so pritisnili najprej Franki in Bavarci, z druge strani v 10. stoletju, že verjetno v 9., ampak v 10. predvsem, pa Madžari. Ne? Vmes so seveda harali tukaj avari, ne? Vedno smo bili podrejeni tujcem. Zanimivo je, gledalke in gledalci bodo to zagotovo vedeli, vsaj tisti, ki so prebrali knjigo Pod svobodnim soncem našega Finžgarja. Tam na osnovi dejstev pravzaprav piše ta boj med takratnimi ljudstvi in Franki. Torej, so zgodovinska dejstva, če želimo le malce bolj podrobno pogledati v neke zgodovinska dejstva. Jaz sem v tej knjigi zbral namenoma kakšnih 30 navedb ljudstva Sloveniji. 1000 let smo bili Sloveni. Če gremo od prvega Ptolemaja, ki je pač v grščini napisal Souveni, kar pomeni Sloveni, ne? Pa do, bi rekel, zadnjih navedb v ilustrirani zgodovini Slovenije, ki je izdala Mladinska knjiga, kjer so zadnjikrat omenjeni Sloveniji tako, kot je treba povedati, ne? Ker drugače so današnji zgodovinarji besedo Sloveniji porabili, da je to, da so to Slovani, predvsem zaradi Srbov, ki pravijo, da so Slovani za njih Sloveni. Tako da to je to. Avtorji pa vsi, od Trubarja, Dalmatina do Kizmiča, do vseh teh, pa govorijo o Slovenih skozi. Rad bi potrdil vse te današnje misli najnega pogovora, torej o starosti našega naroda, in prosil bom seveda kamero, da bo pokazala sliko, ki je v tvoji knjigi, kjer kaže
predstavnice kraljestev Sklovinija, Germanija, Galija in Roma se klanjajo Otonu III. To je ta majhna sličica tukaj. In zgoraj boste lahko opazili, cenjeni gledalke in gledalci, da edino Slovenija, torej ta predstavnica, Zadnja v vrsti, to je tale, ima krono na glavi, kar me je še posebej... Pravo krono. Ja, še posebej me je presenetilo, pozitivno seveda. In vprašanje, Marjan, kaj bi bilo, če bi priznali, da smo v Sloveniji, kakšne posledice bi lahko išle iz tega? Torej, če bi priznali, da so naši predniki Sloveniji danes... Ali pa, če dovoliš, ali pa bi morali to priznati? Ja, seveda, po moje bi morali. Torej posledice. Ja, to je namreč, to bi pomenilo, da smo starejši narod, kot nas hočejo prikazati in uvrstiti. Seveda, ne mislim, da bi se danes imenovali Sloveniji. Beseda Slovenci je od Trubarja naprej tako se zasidrala, da tudi ni nič narobe, če smo Slovenci, ker še vedno je to isti koren. Slove. Medtem ko Slovake so Čehi preimenovali, oni so bili prav tako Sloveniji, so jih preimenovali. Torej, mi bi lahko dokazovali, da smo narod, ki smo starejši, ki so jih že grški pisci, bizantinski pisci, ob koncu stoletja in celo ob začetku tisočletja in ob koncu unga tisočletja pred našim štetjem že navajali. Tako da to bi čist spremenilo to našo narodno zavest, pripadnost in povečalo samozavest v Slovencih. Mi te samozavesti nimamo. To vidimo v prevzemanju tujih pesmi, torej slovenske pesmi počasi izginjajo. Dobro, da smo se osamosvojili, da se tudi v folklori, ki jo malo bolj poznam, da se začenja uvajati slovenska tradicija, slovensko izročilo, slovenske, bi rekel, noše in seveda tudi slovenski plesi, slovenska pesem, slovenska izročila. Mi bi brez te samostojne Slovenije in prizadevnih folklornikov, folkloristov, ki vzdržujejo to tradicijo, mrvec sploh ne bili več Slovenci. Mogoče mečkam pretiravam, ampak samo poglej, koliko je tujk, ki jih mirno uporabljamo. Če bi jaz začel zdaj govoriti, ne bi mogel govoriti po slovensko, ampak bi mogel govoriti s tujkami. Marjan, pa kdo je zdaj v naši zdajšnji samostojni državi Slovenije odgovoren za to, da bi konec koncev ponovno zakuril ta slovenski kres? Jaz mislim, da so odgovorni zgodovinarji. To je, pač bi rekel, stroka, ki se spozna na raziskave, na, bi rekel, ugotavljanje verodostojnih virov in tako. Tako da oni bi morali spoznati bi rekel, te navedbe, ki jih kar nekaj sto, zdaj meni znanih ljubiteljskih zgodovinarjev, ljubiteljskih, bi rekel, raziskovalcev zgodovine Slovenov, oni bi morali to vsaj dovoljiti objave, ni dovoljeno objavljati tega. En znan tak raziskovalc ljubiteljski, Lucijan Vuga, je sicer v prilogi Znanost v delu objavil 2-3 članke, potem je bilo pa prepovedano o tem razpravljati. Tako kot je bilo v bivših Jugoslavijah, v Kraljevini in v Titovi Jugoslaviji prepovedano govoriti o Sarmatih. Na hrvaški Wikipediji je navedeno, da so 4 znanstvenike, ki so se ukvarjali z Sarmati, raziskovali sarmatsko zgodovino, ki jo priznava kot eno od možnih tudi hrvaška Wikipedija in tudi srbska Wikipedija, podrijetlo
naroda, ne, so 4 take zgodovinarje likvidirali. No, upajmo, da do tega v Sloveniji ne bo prišlo, ampak da bo predvsem prišlo do utrjevanja te slovenske samozavesti. Na kratko še, v knjigi opisuješ tudi ime Krke, naše dolenjske lepotice, ki jo v prvem tisočletju, zdi se mi, našega štetja, omenjajo Rimljani, ki drugače pravzaprav jim ni bilo kaj dosti mar za vodotoke. Ja, Rimljani, predvsem pa Bizantinci, bizantinski pisci, to se pravi grški pisci iz Konstantinopla, ki je bil takrat glavno mesto, glavna centrala kulture, ne, oni pač pišejo, da je bila to reka Korkoras, ne, Korka, tako. Korka, ja. Torej, to ime je zelo staro. France Bezlaj in Marko Snoj pa v etimološkem slovarju razlagata, da pomeni osnova krkrati, da pomeni šumeti, Brboreti ali nekaj. Brbotati in tako naprej. Pri vretju prave kropa še nekaj danes pravijo, ne? Brboče. Ja, tako. No, to pomeni, da je to ime zelo staro in povezano je s tem, kar mi še danes govorimo, ne? Recimo, pravi, le zasuj moko, voda že krkra. Ja, Marjan, jaz se upravičujem, čas naju preganja, ampak še zadnje vprašanje bi rad postavil. Karni, Karantanija, Karniola, Kranjska. Ja, zdaj si vse povedal. To se pravi, oni, zgodovinarji, ne vsi, ampak zgodovini trdijo, da so bili Karni Kelti. Ne? Samo Keltov tle pri nas tako rekoč ni bilo. Bili so mimo bežno pleme, ki se je vračalo iz Grčije, kjer so bili grobo in hudo poraženi in so se potem tukaj ustavljali v, bi rekel, Slavoniji, tudi verjetno na Gorenjskem pa proti Koroški. Ne? In tako so Karni, po moje, in po mnenju mnogih raziskovalcev, predniki Slovenov, ki so, ali pa so bili kar Sloveni, ki so jih pa dejansko, če so Kelti šli mimo njih, mal keltizirali, pozneje so jih pa Latini pa romanizirali. In seveda za nas je Furlanija izgubljena. To je pokrajina Karnov, ne? So znane Karnijske Alpe, Karnburg, Krnski grad, ne, in Karantanija in Karniola. Vse to se začne na Karn, ne, in na koncu iz tega pride Kranjska. No, lepo je, da in seveda izražam predvsem globoko upanje, da sva v teh minutah druženja spodbudila in počgala kakšno samozavest več v Slovencih in da, če si kdo seveda želi to knjigo, pa bo moral zavrteti tvojo telefonsko številko in zagotovo jo bo lahko dobil. Marjan Ivan Moškon, lepa hvala, da si bil moj gost danes v studiu, da sva odkrila morda neke neznanke, ki bodo spodbudile naše umotvore in da bomo konec koncev v svetu priznani kot tisočletja že država in narod, ki se nikoli ne vda. Lepa hvala za pogovor. Hvala za povabilo. In cenjeni gledalke in gledalci, hvala, če ste bili z nama. In pa seveda prijeten ogled programa televizije Vaš kanal želijo še naprej.